Pozdravljeni, z vami sem Minka Marija in danes bom govorila o tem, kako veste, da vam nagajajo hormoni. Za hormone vemo, da so brezžična komunikacija v našem telesu, tako kot v našem stanovanju Wi-Fi. In Wi-Fi, dobro vemo, kdaj ne dela, ne? Predvsem pa v našem telesu, ko ta brezžična komunikacija ne dela, tudi takrat vemo. Zdaj pa kako veste, da so krivi za vaše počutje prav hormoni. No, zdaj bomo pogledali najprej centre, kjer se proizvajajo hormoni, potem pa kako v bistvu telo sporoča, da dela nekaj po svoje. V glavnem, mi imamo v telesu kar nekaj centrov, kjer se sproščajo hormoni. Vsi vemo, da imamo tukaj ščitnico in da ščitnica proizvaja ščitnični hormon. Potem imamo nadledvični žlezi, nad ledvicami, to je v bistvu kot ena kapica na vrh, in ta nadledvične žleze sproščajo po eni strani stresni hormon, po drugi strani pa hormon DHEA, ki vpliva, poglejte to, ki vpliva, oziroma kako veste, kdaj ga imate premalo. Ko ste kronično utrujeni, kadar imate napade tesnobe ali panike, kadar pridobivate težo na predel trebuha oziroma se vam kopiči maščoba na predelu trebuha, ko imate nerazložljivo malodušnost, lahko celo depresijo, ko imate bolečine v sklepih, ko vam slabi imunski sistem, pade vam spolna sla oziroma popolnoma lahko zgine, ste zabuhli v obraz in imate otekle podočnjake, imate suhe in razcepljene lase, pojavi se vam celulit in napihnen trebuh. No, in zdaj pomislite, jaz pa vse to. No, to kaže na to, da vam stresni hormon kortizol neprestano deluje in izklaplja delovanje hormona DHEA. Hormon DHEA se začne tvoriti po 2 urah trdnega spanja, ampak samo, če poskrbimo zvečer, da se umirimo in če jemo pravo hrano. Se pravi, če zvečer naše telo dobi beljakovine in zelenjave in seveda tudi zelenjavo in tudi maščobe. Se pravi, če naše telo dobi zvečer omega 3, če naše zvečer dobi zvečer zadostno količino beljakovin in če naše telo dobi zvečer zelenjavo, na ta način se potem tvori hormon DHEA. V nasprotnem primeru, kakor jemo zvečer tortice, kakor zvečer pijemo alkohol, recimo, kakor zvečer jemo nekaj nezdravega, dejansko nam presnovo upočasni za 5 ur oziroma celice zapre in se prav ta hormon DHEA ne more tvoriti. No, naslednja stvar, kako vemo, da nam ne dela ščitnični hormon? Slaba koncentracija in pozabljivost, izguba spolne sle, slabost, utrujenost, kronična utrujenost, težave s kožo, mišična oslabelost, prekomerna teža in nezmožnost hujšanja, nenadno pridobivanje teže, lahko tudi nenadna izguba teže, izguba menstruacije, impotenca, neplodnost, težave v dojkah, bolečine v dojkah, razdraženost in nihanje razpoloženja, hladne roke, nezdravi lasje, izpadanje las, motnje v srčnem ritmu, šibki nohti in šibki zobje. To je vse povezano s ščitnico. No, potem naslednji hormon je pa hormon, ki se tvori v hipofizi. Hipofiza je žleza tukaj v možganih. In zdaj, če gledamo rastni hormon, vpliva na to, da se zmanjša stres. Se pravi, komur manjka rastnega hormona, prvo stvar bo opazil, da se stara, ampak močno stara, pospešeno staranje, sivenje kože, sivenje las, vpliva na to, da se počutimo pač stare. Marsikdo reče, jaz se počutim starega 80-90 let. To kaže direktno na to, da njegovo telo ne proizvaja več rastnega hormona. In za rastni hormon vemo, da se z leti pač upočasni proizvodnja, ampak ga lahko pospešimo. Se pravi, rastni hormon vpliva na to, da se spanje izboljša, da se pospešijo celjenje ran,
zniža nivo krvnega sladkorja, pomaga proti stresu, povečuje odpornost, zmanjša dvig krvnega sladkorja, topi maščobo na trebuhu in vpliva na debelino kože, poveča sproščanje maščobnih kislin iz maščobnih celic, se pravi, deluje na to, da pospešeno hujšamo, krepi vezna tkiva, spodbuja tvorbo beljakovin za rast mišic in sodeluje s spolnimi hormoni. Se pravi, spolni hormoni pa vemo, da se tvorijo pri ženskah v jajčnikih, pri moških pa v modih. In seveda, ženski spolni hormon, spolna hormona sta estrogen pa progesteron, in prav ta dva hormona delata žensko bolj ženstveno. In ta dva hormona mi ženske krepimo takrat, ko smo v ženski energiji, ko smo v tej mili energiji, ko delamo ženska opravila, ko delamo nekaj z ljubeznijo za svoje drage, in uničujemo ga takrat, kadar nergamo, kadar smo sitne, nejevoljne, samo pritožujemo se. Takrat ženske proizvajamo moški hormon testosteron in ta moški hormon testosteron povzroča, da je žensko telo v stresu. No in po drugi strani, moški pa krepijo moški hormon testosteron, takrat, ko delajo moška dela, ko so pohvaljeni strani žensk, a veste, kateri film sem včeraj gledala? Včeraj sem gledala film, nam reka, da je višek filmov, ampak kakor me je zanimal, in sem ga pogledala, Kraljice na begu, na Netflixu je. V glavnem, in je zanimivo, kako se te 4 ženske pogovarjajo. Ena je bila čisto nezadovoljna, ker mož ni opazil, da ima ta obletnico, in je bila samo po sebi umevna in je nauk zgodbe. Ti si lahko srečna brez tvojega moža, pa se ne gre za ločitev, ampak gre se za to, kje si tukaj ti. Igraš vloge, si mama, si žena, poskrbiš za vse. Kje si pa ti? Tebe ni. Ti moraš poskrbeti za svojo srečo, da si v tej ženski energiji. Potem je druga zgodba para, ki nista mogla zanost, in ona je bila v odnosu s pokojno mamo, enostavno ni mogla mame spustiti, in je bila povsem v moški energiji. Ko je bil čas za plodnost, je napadla moža, zdaj je čas, da greva akcija, delava otroka. In je bila njena lekcija, da spusti nadzor. Potem je bila tretja ženska, ki je bila v odnosu z njen mož, politik, uspešen in tako naprej. In je zahteval od svoje žene, da je bila popolna, s popolnimi umetnimi ustnicami, umetne prsa in tako naprej. In je prišla do zaključka, da predvsem ona je lahko srečna brez umetnih prsi in umetnih, brez botoksa, da gre se za to, da najde lepoto v sebi in da nekateri odnosi nas pač učijo, ne hvala. In potem je bila še ena ženska, ki pa toliko časa vztrajala samska, da je srečala ta pravega. Gre se za to, no in prav tukaj v tej zgodbi govori, kako ženske krepimo moški hormon. Se pravi, vzamemo žarnico, pa jo zamenjamo in zraven nergamo. Moj dec nič ne naredi, za vse sem sama. S tem krepimo moške hormone. Po drugi strani pa ženska, seveda, ki ima moškega, meni nič ne pomaga, če rečem, dragi, a bi lahko, ker to še zmerom jaz naredim. Ampak gre se za to, ženske, ki imate moškega, je komunikacija, se pravi, vi rečete, joj, dragi, pogled le gor, bi tako lepo pasala slika. In jaz tako rada tebe vidim, ko zabijaš te žeblje. Tako me vzburjaš. In zdaj pogledajte, vaš moški bo šel zabijati tiste žeblje, ki bo rekel, wow, nagrado bom dobil. Po drugi strani lahko pa greste same zabiti žeblje. Sej, kladu držati ni težko, pa nergate. Se mora sama narediti. In krepite moški hormon in predvsem razgrajujete ženske hormone. In med ženskami in moškimi mora biti ta polarnost, se pravi, da je moški bolj v moški energiji in ženska bolj v ženski energiji, da je ta privlačnost. Ker če sta dva desca skupaj, ne vem,
koliko je pol še privlačnosti. No, v glavnem, hormoni so zanimivi. In zdaj, kako spraviti hormone v ravnovesje? Predvsem to, najbolj pomembno izmed vsega je, ženske krepimo ženske hormone takrat, ko delamo ženska opravila. Naši hormoni povezujejo naša čustva, misli in telo. Se pravi, če želimo biti v dobrem hormonskem stanju, je najbolj pomembna zadeva, da poskrbimo za svojo radost. Kaj je tisto, kar osrečuje mene? Boste rekli, ja, spet sebičnost. Ne, to je zdrava ljubezen do sebe. Gre se za to, da jaz zaradi tega, ker imam sebe rada, nasadim rože, ker me osrečujejo. Zato, ker imam sebe rada, rečem kakšnemu odnosu, ne hvala, tukaj noter meni odteka energija. Zato, ker imam sebe rada, poskrbim, da zadost spim, da zadost pijem, da jem zdrave obroke. Zato, ker imam sebe rada in s tem seveda krepim ženske hormone, in ko krepim ženske hormone, sem v bistvu v svojem centru, zdaj tukaj govorim na sveti za ženske, ne? In s tem imajo vsi korist okrog mene. Čisto vsi. In zdaj na svet za moške, seveda, prav je, da pomagate vaši ženski, ampak morate delati stvari, ki krepijo vašo moško moč. In je pomembno, da greste ali teč, ali da greste na kakšne borilne veščine, ali v fitness, ali da delate fizična dela, kosite travo, cepite drva, delate stvari, ki krepijo moško moč, ker s tem vi vplivate na moški hormon testosteron in prav moški testosteron vas dela moške in privlačne za ženske. Tako grejo te zadeve. Zdaj, s hrano, kako lahko poskrbite za vaše hormone? Omega 3. Omega 3 je najbolj pomembna, C-vitamin je drugi, ki je najbolj pomemben, ker preprečuje razgradnjo hormonov. Ta tretja zadeva pa beljakovine. Tako da pomembno je, da vzamete to zvečer. Če vzamete prehransko dopolnilo za vaše hormone, vzemite mogoče najboljša rešitev Pro-Vitality Plus, pa vzamete Dnev Life Shake. Ta kombinacija imate dobesedno vse, kar potrebujete za vaše hormone. To je zdaj ena kombinacija, ali pa vzamete omega 3 posebej, C-vitamin posebej, pa shake posebej. No, to je to. Tako da v glavnem poskrbite za svoje hormone in boste videli, ko boste vi poskrbeli za svoje hormone, vsi bojo imeli korist od tega, ampak največjo korist boste imeli vi od tega. Zato, ker se imate radi. Zato, ker se cenite in zato, ker vam je mar za sebe in za dobro počutje. In takrat, ko vam bo mar za sebe in za svoje počutje, dejstvo je, da se bo to vaše dobro počutje odražalo na celi družini, na vašem delovnem okolju. Vse se bo spremenilo. Vam povem še en primer. Enkrat je ena gospa začela hoditi na moja predavanja, takrat sem še delala predavanja, zdaj delam YouTube posnetke. In je začela delati zase te drobne spremembe, začela je delati tibetanske vaje, začela je drugačno prehrano, shujšala je. In je njena prijateljica opazila po parih mesecih to neverjetno spremembo in rekla, grem stav, da imaš drugega. Ne, glejte, ne potrebujete drugega, nekoga, ki vas bo nahranil. Vi rabite nahraniti sebe in ko boste vi nahranili sebe, boste to svojo srečo magnet za same dobre odnose. Tako pač grejo zadeve z druge strani, a ne? Ne osrečujejo nas drugi, ampak osrečimo najprej sebe in potem ta naša sreča postane naraven magnet za dobre stvari. Tako da uživajte, vse dobro vam želim in dovolite, da se v vašem življenju zgodi čudež novega. Uživajte.